Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Ludviku Stariču, bolj poznanemu kot Letečemu kranjcu, ki je sa svojo dirkaško kariero postal eden izmed najbolj prepoznavnih osebnosti v zgodovini slovenskega motorističnega športa. Starič se je rodil 19. marca 1906 v Mirni Peči na Dolenjskem, kot najmlajši med 5 otroki v družini mlinarja Jožeta Stariča. Življenje v majhni vasici je bilo težko. Oče je kmalu odšel v Ameriko, denar, ki ga je pošiljal, pa ni zadoščal za preživetje. Zaradi pomanjkanja sredstev je bil mali Ludvik prisiljen zgodaj delati kot pastir. Prva svetovna vojna je otroštvo še dodatno zaznamovala. 8-letnemu Ludviku so prenehala prihajati očetova pisma. V vas pa so prispeli ruski vojni ujetniki, med katerimi se je spoprijateljil z Pavlom, ki mu je nadomestil očetovski lik, saj sta oba njegova starejša brata služila vojsko. Ko se je vojna končala, je oče prinesel denar in obnovil domače gospodarstvo, a vojna je vzela oba brata, kar je družini prineslo mešanico veselja in žalosti. V mladosti se je Ludvik odločil spoznati svet motorjev. Pot ga je vodila preko Tržiča, Dobradoba in Trsta, kjer se je izučil za mehanika in opravljal vajeništvo. Ob vrnitvi v Mirno Peč si je želel opraviti šoferski izpit, kar je bilo v tistem času zelo redko in draga stvar, saj je bilo zelo malo voznikov, šol pa še manj. Brez očetove vednosti je prodal njegovo harmoniko, s katero je v Zagrebu po 3 mesecih uspešno opravil izpit, kar je bil njegov prvi korak k samostojnosti. Leta 1925 ga je vojaška komisija Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev izbrala za služenje vojske v letalski enoti. Leta 1926 je služil pri prvem letalskem polku v Novem Sadu, a kmalu je prešel k avtomobilskemu odredu, kjer je postal voznik. Kasneje zaprosil za premestitev, vendar se je usposobil kot letalski mehanik, kar mu je prineslo dragocene tehnične izkušnje. Leta 1931, ko je bil star 25 let, si je kupil svoj prvi motor, 250-kubični motor podjetja BSA. Ludvik je bil kasneje zaposlen kot voznik trgovskega potnika v Kranju, a njegovi prijatelji iz Ljubljane so se odločili, da mu bodo pomagali pripraviti motor za dirko Naklo-Tržič-Naklo. Kljub poškodbi motorja 2 tedna pred dirko so ga pravočasno popravili. Ludvik pa se je v najmočnejšem razredu do 500 kubikov pomeril s 25 najboljšimi dirkači in prevozil progo kot prvi, s čimer se je priboril svoj prvi lovorov venec. Občutki pred dirko, opisanih kot napetost in adrenalinski zagon, so mu dali občutek, da je zdaj ali nikoli. Naslednje leto je nastopil na prvi mednarodni dirki v Teznem pri Mariboru v kategoriji 250 kubikov, kjer je zaradi nepoznane tehnike dirt track končal zadnji. Kljub hladni prhi ga je prijateljska pomoč iz Ljubljane spodbudila. Motor so v 1 tednu prilagodili, nato pa je začel intenziven trening, ki ga je vadil na nogometnem igrišču, na dirkališču v Mostah in dokazal svoje sposobnosti in osvojil novo tehniko. Do 1. maja 1933 je že osvojil 4 lovorove vence in nekaj pokalov po dirkah po Sloveniji in Jugoslaviji. V Zagrebu si je sposodil 350-kubični motor znamke AJS, s katerim se je pomeril z najboljšimi. Med favoritoma sta bila Hrvata Urojić in Štrban. V kategorijah 250, 350 in odločilno 500 kubikov je v zadnjem ovinku prehitel tekmovalce ter postal jugoslovanski prvak, kar je občinstvo navdušilo. Njegove zmage so mu odprle vrata na mednarodno dirkalno sceno v Evropi, kjer je nastopil na Češkem, Avstriji, Franciji in drugih državah. Njegova kariera pa je bila zaznamovana tudi z nesrečami. Na eni od dirk se je motor tako poškodoval, da je Ludvik padel in bil kar 10 dni v nezavesti. Po 2 letih dolgotrajnega okrevanja, med katerimi se je začel zanimati tudi za letalstvo, se je spomladi leta 1937 vrnil in na dirki v Trstu s prelomnim rekordom kroga dokazal, da je še vedno najboljši. Leta 1939 je na dirki v nacistični Nemčiji pred 40.000 gledalci prehitel nemško konkurenco. To je bila njegova zadnja zmaga pred izbruhom 2. svetovne vojne, ki je prekinila njegovo dirkaško kariero. Po vojni se je preusmeril v letalstvo,
in postal pilot jadralnih letal in vodil avtomehanično delavnico v Ljubljani. Leta 1963 je bil star 57 let in je ob otvoritvi novega dirkališča za spidvej v Ljubljani odpeljal 3 častne kroge, s čimer se je poslovil od dirkanja. Leta 1981 je prejel državno odlikovanje. Njegova zapuščina pa ostaja del zgodovine slovenskega motorističnega športa. Umrl je 26. decembra leta 1989. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.